V občini Brežice so lani začeli izvajati storitev brezplačnih prevozov za starejše, predvsem z namenom zagotavljanja višje kakovosti življenja. Storitev izvajajo v zavodu Sopotniki v sodelovanju z občino in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. V teh mesecih pa zaradi vse večjega povpraševanja po prevozih k sodelovanju vabijo nove prostovoljce, ki bi pomagali krepiti medčloveško sodelovanje in širiti solidarnost do starejših, ki so ostali sami ali nimajo mobilnih zmožnosti. Poslanstvo Zavoda Sopotniki je, da želijo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Veliko njih živi samih v bolj slabih socialnih razmerah in denarnih razmerah in dejansko se nima na koga obrniti, da jim pomaga nekako nabaviti tiste vsakodnevne stvari opraviti, se pravi nakup hrane, odhod k zdravniku. Z brezplačno storitvijo pa starostnikom ne omogočajo le najnujnejšega, denimo prevoza do zdravnika. Vedno bolj se odločajo tudi za malo bolj sproščujoče stvari, se pravi, da grejo na obisk kak dom penzionistov ali pa tudi na obisk kakšnim sorodnikom, ki so v bolnici, ali tudi na pokopališče, k prijateljem in tako, tudi vedno bolj za druženje. Sicer se mi zdi, da so dosti sramežljivi in si mogoče ne upajo prositi za kaj več, kot za te največje obveznosti, kot so trgovina in zdravnik. V Brežicah imajo trenutno 13 aktivnih prostovoljcev, a zaradi povečanega obsega dela k sodelovanju vabijo nove. Tudi zaradi samega dela, njihovega prostovoljskega dela, je to prostovoljsko delo, sicer je še vedno delo, ampak da ne bi seveda bili preobremenjeni in če se bo v prihodnjih letih še kaj razvijali s kakšnim dodatnim avtomobilom, seveda to ne bo dovolj. Boris Kovačič se jim je kot prostovoljec pridružil nedavno. V času našega obiska je opravil šele 3. vožnjo. In kakšna je izkušnja? Zelo lepa, prijetna, tako da ni mi žal, da sem se odločil za to. Veliko ljudi, predvsem opažam, da vozimo v večini. Te pa se mi zdi, da kar kličejo potem, da se nekomu odprejo, da se izpovejo svoje težave, pa malo prisluhnem, pa se pogovarjamo, malo se pohecamo in to je to. Sopotniki so sicer prostovoljni vozniki različnih starosti in poklicev. Prej sem že delal v eni drugi podobni firmi, kjer smo prevažali sicer otroke, ker sem šel zdaj v penzijo, pa da ne bi doma gnil, po domače povedano, sem se pač odločil, da praktično sem bil zmeraj med ljudmi celo življenje in da bi mi manjkalo, to je bila pa taka priložnost, da se spet srečam z ljudmi, da jim prisluhnem, da se lahko pogovarjam z njimi. Je pa že to moja želja od malega, še ko sem bil osnovnošolec, da bi bil poklicni šofer. Nikoli mi ni bilo dano, no zdaj se pa vabim s tem, da vozim ali na koncu. Evo. Se pravi, jaz sprejmem rezervacije, komuniciram z uporabniki, pripravi se potni nalog, ki ga prostovoljec sprejme dan prej na svoj mail in potem zjutraj prevzame ključe pri meni oziroma po dogovoru. Pregleda si seveda, kaj ga čaka, že en dan prej se je pripravil in krene do prve destinacije, na naslovu ljudi poberemo. Ampak načeloma je pri nas vse se vrti okoli komunikacije, mi smo stalno na vezi, kje smo, kaj se dogaja, tudi prostovoljce prosimo, da nam povejo, če opazijo kaj na terenu takšnega, kar bi bilo treba mogoče kaj pomagati, obvestiti še kakšno drugo službo. Vse, ki vas zanima prostovoljstvo, vabijo, da za več informacij obiščete njihovo spletno stran www.sopotniki.org, pišete na elektronski naslov info@sopotniki.org ali pokličete na telefonsko številko 041 744 947. Prostovoljci so sicer dobrodošli tudi v krški enoti Zavoda Sopotniki.